Ce to me manca, da se menojca deve. Tajno, Miha, ne vidiš, že imel Pavel težek dan? Res, saj ga jaz razumem. Veš, mene so že večkrat pokradili. Ja, jaz to razumem. Tebe, svoj obraz, sigurno, ampak mene. Jaz ne vem, zakaj so ta stari prišli v to državo. In kam drugam bi lahko šli? Kamorkoli. A ne bi bilo fajn, če bi se njihova ladja ustavila, ne vem, 1000 kilometrov prej. Ti praviš Bolivija? Ne, Pavel, Bolivija nima morja. Ti praviš Brazilija? Točno, hvala to. Brazilija, poglej, resni, urejeni, svetovna sila, Pele, Xuxa, Capitán Nascimento, Plaša, Garota, Tafarel, Adriano, Aldair, Ronaldo, Rivaldo, Leonardo, Neymar, Dani Alves in Marcelo. Res, mladinski dnevi bi bili na plaži, pri obali. Pri obali. In karabačajska mladina se bi imenovala Copacabana mladina. Pa tudi vsi bi dobro igrali odbojko, ne samo Kristjan Poglajan kot drugi. Kristjan Poglajan? Kristjan Poglajan? Ti je všeč Kristjan Poglajan? Ne, ampak zelo dobro igrali. Marko Odvrček tu dobro igrali, bi si imenovala? In Zlatorog bi igral brazilske pesmi od Caetano Veloso. Branko bi bil čeren, lepe kodre in dober plesal. Ne, malo pomislite. Ali se res predstavljate, če bi naši stari starši prišli v Brazilijo? Zakaj pa ne? V začetku bilo vse lepo, vse v redu, zabavno. La alegría no termina. Bom dia! Seja bem-vindo ao Brasil! A terra do samba! Ne, ampak veš, potem, po nekaj času bi bilo malo bolj težko, kot, ne vem, na primer, pri delu. Bi bilo težko. Če ne pa, na primer, pomisli, če bi šli, na primer, na kupovanje. In zdaj, kaj? Bi bilo to težko, no? Vidimo, ne prav. Zmeram isto. Ampak to ni slabo. Če ne, bueno, pomisli, ne vem, na ekonomijo, na visoki status življenja, na varnost. Kaj? Na varnost? Ali nisi slišal o favelah, o mamilih, o drogah? V Braziliji tudi veliko kriminala, čeprav so malo bolj zabavni. Ja, dobro, morda imaš prav, ampak je že dosti boljših krajev, kamor bi lahko šli. Kot na primer? Na primer, Kanada. Kanada. Ja, saj veš, da je veliko Slovence po vojni odšel v Kanado. Ja, glede varnosti bi bila dobra opcija. Slišal sem, da sploh ne zaklepajo vrat od hiš. Ne. Tukaj se pa ne strinjam stavno. Pomislimo. Recimo, da bi prišli v Kanado jeseni. Malo mraz, ja. Ja. Sebe. Ja. Po jeseni pa pride zima. Zima. Druga zima. Ampak potem pride spomlad. To mora biti malo boljše, no? Končno pa pride tako pričakovano poletje. Kratke. Celo leto isto, v Kanado ne. In sploh ne govorimo o
slavni Kurling. 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 To je tisti, ki je kot počas, ampak smetlo. Tisti, ja. To je resna država. Čistijo, če ko delajo šport. Ne, me pucati. Ja vse pomeni. Kanado. Jaz se strinjam s Sonjo. Kanada je zelo dolgočasna država. Jaz ravno tukaj živim, v Južni Ameriki. Tukaj je vse bolj zabavno. Ja, kaj bi pa šli v kakšen bolj, ne vem, bolj eksotični kraj? Verasategi. Mislim na kakšno, ne vem, afriško državo. Mehiko. Ne, afriška država. Kaj, kamorkoli samo tja, ne? V katerokoli afriški državi bi bilo takole. Kaj pa, ne? Bueno, to je kar precej podobno, če greš tukaj, opuskati Palermo, trek zjutraj, brez denarja. No pa ne ti smeri tako pretiravaš. Pa ti povej, kam bi lahko šli? Jaz sem mislil na Kitajsko. Kitajska! Bolj urejene in varne države ne poznam. Danes so prva svetovna sila. Kitajska. Res? Ti si znolen? Kitajcev sploh tukaj ne razumemo. Ne. Jezik bi bil problem že od začetka. Kitajska ne. Doran, prihajamo iz Slovenije. A kako? Slovenije. Ne razumem. Slovenija. No cambio. Vamos juntos. Gracias, pues aplausos. Poleg tega, oni samo dovolijo imeti enega ali kvečem dva otroka. Tukaj smo pa navajeni na, ne vem, recimo, da je 3 lepa številka. Kastelčovi, Ne vem, 4. Podržajovi, Ali pa celo 5. Belčovi, 6. Jermanovi, Tudi 7. Manoverhovi. Ali pa celo, ne vem, 8. Brantovi. Še imam. Hvala Bogu, da je prišla televizija, ne? Če ne, samo pomisli, danes bi nastopali samo za tretjino ljudi tu. Veste kaj? Zame največji problem je, da so vsi čisto enaki. Ja. Zdaj imam pa vsakič manj možnosti. Kaj pa, če bi se izselili kam bližnje? Ne vem, če bi to bila dobra možnost. Veš, glavne evropske države so bile vsak na istem po končani vojni. Ampak ne ta glavne, mislim, Andorra, San Marino. Kaj? Misliš, da bojo Slovenci v katerokoli državo šli? Te države so čisto majhne. Res je, Pavel, zelo majhne. Predstavljaj si, vsi bi vedeli vse o vsem. Vsi bi se poznali. Iste obraze, vsak dan iste obraze. Ampak to je kar precej podobno, kako se živi. Ne, to je premajhna država. Ampak če Slovenija je tako. Slovenija je ogromna, skoraj kot Umang. Okej. Res, zdaj pa mi ne pride nič več na misel. Zgleda, da ta problem nima rešitev. Udam se. Ne, Pavel, ne vdaj se. Ti veš, prej ali slej boš spoznal, da vsak kraj ima svoje prednosti in svoje slabosti. Tako je. Mislim, da ni ideja nekaj na svetu, veš. Ja,
Točno, bistvo je v tem, kako ga ti sprejemaš. Povsod boš imel stvari, ki te ne bojo všeč, ampak glavno je to, da se potrudiš in jih spremeniš. Ja, morda vidim le pozitivne stvari zunaj, ko jih pa moram iskati, ne vem, pri nas doma, v vsakdanjem življenju. Ja, ampak saj Argentina ni tako slabo, kot si misliš. Seveda, problemov ne manjka, ampak to je država, ki je odprla vrata našim prednikom, ne da bi od njih kaj zahtevali. Ja, pa poleg tega tukaj se lahko znova začeli, so lahko delali, imeli družine, pa zgradili domove, ki danes po več kot 60 letih še živijo. Saj imate prav, če ne drugega, imamo tukaj vsaj to. Dom, prijateljstvo in gotovost, da če vsi delamo skupaj, v skladu s vrednotami, ki smo jih podedovali, bo skupno živela še mnogo let. Na zdravje! Dokončujemo naš kulturni program. Radi bi se zahvalili Phantom Audio Pristave za zvok ter Lukatu in Tomažu Kenda za luči, Albertu Muhi za snemanje nocojšnjega kulturnega programa, Ani Klari Safra za maskiranje, Leli Podržaj za oblikovanje plakatov za Lola Lanusa in skupni mladinski dan ter oblikovanje Mikice Peš Romanjo Luhan, Barbari Kržišnik za fotografiranje na pevsko-glasbenem večeru na Lola Lanusa in na skupnem mladinskem dnevu, Veroniki Kržišnik za oblikovanje plakata Peš Romanjo Luhan, Tomažu Mačku za pripravo čevapčičev in Mihu Zarniku za pomoč na žaru. Sledi podelitev pokalov. Na današnjem odigranem turnirju v odbojki so zasedle prvo mesto dekleta iz Ramusa. Kantija iz San Justa so osvojili prvo mesto. Prosimo se približati.